Dober dan, danes sem z vami Dare Akustik in govorili bomo o skladanju glasbe. Veliko ljudi me je že vprašalo, kako napisati komad, kako ustvariti neko pesem, da zmeri naletijo na to, da nekaj začnejo pisati, pa jim na koncu potem ni všeč in preprosto zavržejo. Zato sem se odločil narediti ta video blog, kjer bom na hitro in enostavno povedal, kako lahko vsak napiše neko pesem. Kaj je skladanje glasbe? To je ustvarjanje zaporedja tonov v harmoniji, važno pa je, da na koncu lepo zveni, najprej nam, potem ostalim. Da gre v ušesa, po domače povedano. Zakaj bi ustvarjali glasbo? S tem, ko damo mi ven neke emocije, neke občutke, ko jih imamo v sebi, s tem doživimo tako rekoč katarzo, neke vrste očiščenje, povemo tisto, kaj nas teži in sprostimo stres. Potem tudi, ko nekdo drug sliši našo pesem, se lahko poveže z njo in mogoče vidi, aha, lej, jaz se pa tudi tako počutim, pa tudi ta človek se je tako počutil in nekako iz njega izvabimo tiste emocije, ki ni vedel prej, kako jih interpretirati. Kdo lahko ustvarja glasbo? Vsak, važno je, da imate inspiracijo, zagon in da preprosto naredite, tudi če vam ne bo mogoče v štartu všeč, važno je, da spravite ven iz sebe. Dobra primerjava je recimo, če vam rečem zdaj takoj na list papirja narišite neko slikco hiše, je bo verjetno vsak lahko narisal. Pa ni važno, kako tista hišica izgleda. Važno je, da bo narisana. Isto je pri ustvarjanju muzike, ni važno za začetek, kakšno bo. Verjetno bo bedno na začetku, ampak nič zato. Važno je, da pač neka skica pride ven. Glasba in umetnost na splošno izhaja iz neke bolečine, tragedije. Dojenčki jokajo, živali tulijo in skozi te vibracije zvoka oddajajo neko svojo bolečino ven. In ko ta bolečina skozi vibracije pride ven, se počutimo lažje in boljše. Dajmo eno vajo za začetek narediti. Najprej se samo ustanite, dajte na pauzo video in probajte najti svojo frekvenco. Ste probali? Ok, super, gremo naprej. Lahko tudi vzamete list papirja, svinčnik in napišete nek vers, kakršenkoli, pogledajte okrog sebe, pogledajte noter v sebe, kaj se vam trenutno dogaja in to napišite. Ne rabi biti popolna rima, ne rabi biti dobra, važno, da je en stavek. Recimo, tukaj v sobi zdaj stojim, gledam čez okno in se režim. In zdaj, ko imate ta stavek napisan, ni važno, kaj je, naj bo to vers. Tukaj v sobi zdaj stojim, gledam čez okno in se režim. In imate kitico narejeno. Kul, ne? Čisto enostavno. Zdaj pa gremo naprej na refren. Se pravi, zdaj smo nekako opisali začetek, kaj se dogaja. Jaz stojim tukaj v sobi, gledam čez okno in se režim. Zdaj pa nadaljujemo recimo z refrenom. Na mikrofon bom zapel, na mikrofon se bom zdrl. Na mikrofon bom zapel, na mikrofon se bom zdrl. In imamo že kitico in refren. Ne se zdaj še obremenjevati, kako bo zadeva na koncu izgledala, kako bo izpadla kot nek posnetek, ampak važno je za začetek samo to, da nekaj spravite ven iz sebe. Nekdo je enkrat rekel, da je vsako delo 10% inspiracije, pa 90% perspiracije, se pravi znojenja. Ideja ti nič ne korist, če jo ti ne spraviš ven do končnega izdelka. Verjamete, pol, ko boste enkrat ta izdelek svoj pogledali, za nazaj se vam pa zdelo, poglej, tega prej ni bilo tukaj, zdaj pa je, nekaj sem pa naredil. Tle bi rad poudaril, da je važno, da nimate nobenega sramu in da vas ni strah, da te ni strah, kako bo neka zadeva izpadla navzven pred drugimi. Nima veze. Važno je, da narediš, to ne morem dosti poudariti. Važno je, da narediš, da ustvariš, da imaš nekaj, tukaj, da imaš nekaj. Čez vajo in prakso pa na koncu vidiš, kje so tvoje napake pa pomanjkljivosti in lahko v naslednjem izdelku to izboljšaš. Ne pa pričakovati od začetku neke popolnosti pa perfekcije od sebe, ker ne boste potem nič naredili. Tudi vmes zdaj, ko snemam, nisem 100% zadovoljen in že probavam od torka to posnet, danes je petek. Danes sem si pa rekel, zdaj bom pa posnel, dosti imam pač tako, ker bo izpadlo, važno je, da ta izdelek naredim. Isto je pri pisanju pesmi. Moraš se lotiti, začeti, narediti, posnet, kakorkoli bo izpadlo bo,
tudi če je ta izdelek slab, bo naslednji boljši. In to je tista stvar, ko dosti ljudi ustavi, da bi nekaj ustvarili. Ker niso zadovoljni, ker so preveč samokritični do sebe, ker jih je strah, kako bodo drugi to slišali, ni jim dobro. In potem, namesto da bi tisto speljali do konca, zavržejo. Napaka. Spelj do konca, tudi če se ti v štartu zdi slabo, da ni dober, spelj, ker na koncu bo izdelek sam od sebe dobil neko obliko. Umetnost na nek način sama sebe kreira. Lahko je tema ljubezen. O, ti pogrešam te, le zakaj si šla, le zakaj si šla. Lahko je tema lep sončen dan. Sonček sije in oblaki so na nebu, ki pregrinjajo modro nebo. Lahko je tema branje knjige, da vem, recimo. Berem in berem in berem, liste zdaj operem, ko berem in berem, liste zdaj oberem. Probajte to, meni recimo dosti vse izhaja iz neke improvizacije in preprosto, kar mi pade na glavo, tisto zapojem, tudi če je brez veze, se pravim, 10 slabih idej, ena dobra. Ne morete pa priti do dobre ideje, če ne date vsega ven. Ne morete priti do nje, najprej se morate čez umazan jark prekopati, pol pa lahko odkrijete nekaj zlatega. Kako veš, da je nekaj dobro, pa da delaš prav? Če ste že slišali za občutek flowa, to pomeni, da smo v nekem stanju, kjer pozabimo na čas in okolico in smo 100% sfokusirani na tisto, kaj delamo. Takrat veš, da si inspiriran, inspiracija in spirit. Sestava pri teh klasičnih pop komadih, o katerem zdaj jaz tudi govorim, uvod, kitica, refren, kitica, bridge. Bridge je en del, v katerem negiramo sami sebe, se pravi tisto, kar smo že povedali, je kontra. Se pravi, najprej napišemo besedilo in melodijo. Lahko začnemo s tekstom, pa ga pol uglasbimo, lahko pa si samo mrmramo ali pa požvižgujemo neko melodijo in na podlagi tistega napišemo tekst. Naslednja stvar je aranžma. Če imate band, če imate zasedbo, če igrate kakšen inštrument, tisto melodijo potem spravite noter ob inštrument. Se pravi, to je aranžma. Aranžma so vsi dodani inštrumenti k že obstoječi glasbi pa besedilu. Potem, če imate band in zasedbo ali pa če ste sami ustvarjali, sledi snemanje in produkcija. To pomeni, da za začetek posnemete demo posnetek na telefon, zraven odšpilate in parkrat poslušate tisto, kako se vam zdi, dopolnite, popravite in potem, če želite, greste lahko v studio to posnet. V studiu izgleda delo tako, da pridete z demo posnetkom noter, producent ga posluša in potem se skupaj odločite, kako boste tisto posnela. Zdaj na tej točki bi še poudaril, da se ne obremenjevati s tem, kaj se bo s pesmijo zgodilo. Vsaka pesem je namenjena za nekaj drugega. Super je seveda, če imate že vi v štartu neko idejo, kaj boste s komadom naredili, ali ga boste lansirali in iz njega posneli video spot še naprej in ga potem objavili povsod in na TV in na radio. Ali pa če želite sem napisati eno pesem, ko bo samo za vas, kar je za začetek še najboljše, da se sploh ne obremenjujete s tem, kaj se bo s tem komadom zgodilo. To skozi poudarjam eno in isto, ker to je v bistvu ključ do tega, da lahko sploh nekaj ustvarimo. Če si že v začetku postavljaš, kaj bo, pa kako mora biti, pa se delaš nek perfekcionizem, da tako pa bo, če ne bo sploh narejeno, sploh ne bo nikamor šlo, potem si že sam sebe v bistvu zaklenil v neko majhno sobico brez vrat in butaš ven in upaš, da bo bilo to dosti popolno, da boš ti pa na koncu lahko izpopolnjen. Nikoli ni popolno. Glih čar ustvarjanja v tem je, da nikoli ni dokončano. Zmeri je in zmeri bo prostor za izboljšave. Ljudje so me še vprašali, koliko časa nastaja ena pesem in odgovor na to je nejasen v bistvu. Lahko nastaja 5 minut, lahko nastaja pa 10 let. Lahko se enkrat samo spomniš en vers, eno vrstico in jo daš v predal in se čez, ne vem, en teden, en mesec spomniš, se ti ta vers pojav v glavi in ga šele potem ustvarjaš naprej. Mogoče se ti takrat zdel samo dober vers, dobra kitica, nisi pa vedel, kako nadaljevati. Res je dober občutek, ko imaš neki izdelek narejen. Tudi če ga imaš samo zase narejenega, je to super, ker na koncu potem, ko pogledaš, lej, tega pa prej ni bilo tukaj, zdaj pa je in si tisto melodijo mogoče še sam zapoješ,
je res to nekaj čarobnega, no. Res dobiš potem na koncu neko energijo, samozadoščenja, in tudi motivacijo za ustvarjati naprej. Tako, upam, da sem razjasnil malo, kako zadeva poteka, kako ustvariti neko pesem in da se boste takoj zdaj lotili tega. Nima veze, ali je dobro ali ne. Se pravi, še enkrat bi poudaril. Delate zase, šele potem za druge, važno je, da naredite, važno je, da naredite in važno je, da naredite. Še en izziv za konec. Probajte do konca tedna ustvariti 10 pesmi. Te pesmi ne rabijo trajati 5 minut, dajte si omejitev, 30 sekund naj traja pesem, vsebovati mora kitico pa refren, pa dajte si tudi časovno omejitev pri ustvarjanju. Ne si reči, zdaj pa bom 1 uro pisal en komad. Ne, dajte si za komad 10 minut in 10 minut se lotite enega komada in ga izpišite. In kakor bo, bo. In tu je konec komada potem. Se pravi 10 komadov po 30 sekund. Challenge accepted. Hvala vsem, ki ste pogledali ta video. Upam, da sem kaj pomagal. Pa se vidimo še v kakšnem vlogu. Ajde, čau.